pozdravljeni na novinarski konferenci občine Domžale. Imamo danes 3 točke oziroma 3 teme predvidene, in sicer najprej umestitev zdravstvene dejavnosti v občini, nato novelacija investicijskega programa za obnovo kopališča Domžale in pa nekaj odzivov glede plačljivega parkiranja v središču Domžal, ki je bilo predkratko navedeno. Tako da jaz kar predajam besedo gospe županji. Hvala lepa za udeležbo. Včeraj je bila tu seja občinskega sveta, 9. seja se je uspešno zaključila, tako da vam bomo podali, kot je že gospa vodja PR-ja povedala, nekaj podatkov oziroma informacij o včerajšnji seji. Začeli bi pa seveda o prostorskih potencialih za umestitev zdravstvene dejavnosti v občini Domžale. Kot ste seznanjeni, javni zavod Zdravstveni dom Domžale je v solasti 5 občin, občine Domžal, Lukovica, Moravče, Trzin in pa Mengeš. In že pred leti smo pristopili k pripravi dokumentacije za širitev zdravstvenega doma, torej v centru Domžal, hkrati tudi z gradnjo podzemne garaže. Ker pa se v teh letih veliko stvari bistveno spremenilo, smo seveda v začetku mandata ponovno preverili projekt in skupaj z zdravstvenim domom se takrat odločili, da preverimo še druge možnosti, torej gradnja na povsem novi lokaciji in celovitega zdravstvenega doma. Pred poletjem smo to želeli predstaviti tudi na izredni seji občinskega sveta, do te izredne seje ni prišlo, tako da smo tiste postopke ustavili, pa vendar šli naprej in smo pri podjetju Luz naročili strokovne podlage, torej preveritev celotne občine Domžale oziroma vseh morebitnih primernih in možnih lokacij za gradnjo novega zdravstvenega doma, ne v centru Domžal, ampak izven centra Domžal. Včeraj je bila obravnavana točka na seji občinskega sveta in tudi korektno predstavljena študija vseh teh lokacij, medtem ko je študija pokazala, da je primernih več. Najbolj primerne so pa 3 lokacije, lokacija v Zaborštu, lokacija in 2 lokaciji, lokacija na Viru in pa lokacija v Mačkovcah. Torej, občinski svet se je seznanil tako z študijo o prostorskih potencialih in pa potem naprej seveda sprejel tudi sklep, da me pooblasti, da začnemo z vsemi postopki za pridobivanje ponudb za nakup zemljišč. Tako nekako na hitro, tako da še vseeno naj na tem mestu povem, da je še zmeraj aktualna gradnja v centru Domžal, ker se postopki za pridobivanje novega zemljišča šele začenjajo, torej zadaj gremo seveda s postopki za pridobivanjem zemljišč. O vseh aktivnostih bo seznanjen občinski svet, o morebitnem nakupu zemljišča, o morebitni novi gradnji, kakorkoli, tako da v bistvu zdaj samo prvi korak, da ponovimo tisto vajo, ki smo jo v bistvu pred poletjem, da povabimo morebitne prodajalce, da se odzovejo našemu povabilu za nakup zemljišča. Toliko na kratko tej točki. Vodja oddelka bi kaj dodala? Na tej temi nekaj, jaz več vem povedati o obstoječi lokaciji, o novi pa še ne. Tako da mogoče gremo na to, drugo točko. Se pravi na obnovo kopališča Domžale. Tako. No, z velikim veseljem ste verjetno, če ste spremljali, lahko rečem, da je pa ta projekt zdaj v celoti potrjen. Projekt rekonstrukcije kopališča v Domžalah, ki več bo seveda povedala tudi vodja oddelka za investicije, magistra Spruk. V glavnem vesela sem, da so občinski svetniki in svetnici spoznali to res kot en pomembnih projektov za širšo našo javnost. Namreč kopališče bazen je že v letošnji poletni sezoni komaj da obratoval, ker je res v slabem stanju. Povedati moramo, da smo v začetku mandata pregledali že obstoječi projekt prejšnjih let, za katerega imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, oziroma ta gradbeno dovoljenje izteče drugo leto poleti, julija 2024. Smo novelirali ta projekt in še v bistvu šli korak dalje, preverili možnost, ali bi se na ta obstoječi projekt lahko namestil še tudi šotor. No in vse to je bilo včeraj zopet korektno predstavljeno občinskemu svetu in občinski svet je potrdil tako novelacijo kot tudi projekt, torej da gremo v projekt rekonstrukcije kopališča Domžale s postavitvijo tudi šotora.
Čisto na kratko, mogoče bolj detajle. Lahko, malo na širše, da občina Domžale obnovo kopališča načrtuje že v leta 2015, ko se je pripravila idejna zasnova in v nadaljevanju v letu 2016 idejni projekt, ki pa ni zajemal v bistvu celotne obnove oziroma novogradne, pač pa neke širitve obstoječega bazena velikega in razširitev obstoječe strojnice. Skratka, za naše pojme težkih tehničnih rešitev je takrat se občina odločila, da bo to klasično poletno kopališče in sicer kot novogradnja. Nov veliki olimpijski bazen, dimenziji 50x25 metrov, potem bazen za opismenjevanje plavanja dimenziji 20x15 metrov, globine 80 cm in pa nek mali čofotalnik za otroke, ki ima na sred globino 30 cm. Popolnoma nov južni servisni objekt z garderobami, sanitarijami, nek gostinski objekt, novo trafo postajo, ker je potrebno na mestu, kjer bo stal novi servisni objekt, stoji zdaj stara trafo postaja, to je treba porušiti, zato imamo posebno gradbeno dovoljenje, poseben projekt, nov kablovod je potrebno potegniti od štadiona, tudi to gradbeno dovoljenje pade junija drugo leto, tako da v bistvu se nam na en način mudi, ker če ne začnemo takoj po novem letu s postopki javnega naročanja za izbor izvajalca, je velika verjetnost, da bo ta gradbeno dovoljenje prenehal veljati, nobene možnosti ni, da ga podaljšamo. V bistvu tudi nobene možnosti ni, da se projekt kakorkoli spreminja, razen v tem delu, ki je županja omenila, da postavimo gor neko presostatično halo, ki jo v poletnem času odstranimo in tudi zato bo potrebna neka sprememba gradbenega dovoljenja. V dogovoru z upravno enoto bomo to delali med tem, ko bomo že gradnjo izvajali. Zdaj, ko je bilo včeraj to sprejeto, ni nobenega dvoma več, spremenili bomo PZI projekt, nove popise del bomo naročili in upam, da bomo takoj po novem letu lahko šli v razpis. Dela ne bi trajala nekje od poletja 24 do konca leta 25, kar pomeni, da 2 sezoni bi bil bazen zaprt. V prvi polovici leta 26 pridobivanje uporabnega dovoljenja in potem z novo sezono v letu 26 štartamo z novim bazenom. Toliko na hitro. Če je kakšno vprašanje? Hvala lepa. No, bi šli mogoče še na zadnjo točko, pa bi potem vprašanja. Se pravi, prve odzive parkiranja v središču Domžal. Od 16. oktobra je na določenih območjih parkiranje plačljivo. Tako da bi kar predala besedo županji. Hvala lepa, bom zelo kratka. Jaz mislim, da so Domžale zdaj počasi zadihale. Lahko paste, da je majčkeno manj avtomobilov, pa vendar mi resno spremljamo zdaj dogajanje, kar pomeni, da kolikor bomo ugotovili, da se da še kaj izboljšati, bomo to izboljšali. Zdaj smo v bistvu polovico meseca, kar smo uvedli, so bili negativni in so tudi pozitivni komentarji, pa vendar to je prvi korak k urejanju mesta Domžal, kot tudi prvi korak k celostni trajnostni mobilnosti, s katero smo se tudi zavezali v mandatu, da bomo naredili korake naprej. Za občane in občanke v strogem centru so bile na voljo dovolilnice. Dovolilnic bo izdano vsega skupaj 160, čeprav smo pričakovali v bistvu več prošenj in tudi več samih dovolilnic. Druga dva režima sta pa že kar dobro se uvedla med našimi, tako občani kot tudi obiskovalci mesta Domžal. Tako da zaenkrat smo skupaj z redarsko službo zgolj opozarjali na nepravilnosti, temu rečemo ta mehak prehod, počasi bo pa treba tisti, ki samo obvestilo dobil, se tudi navaditi, da bo pač mogel za parkiranje na plačljivem delu tudi pač poravnati svoje pač parkiranje. Tako naenkrat se pravi spremljamo, so seveda bile tudi pobude raznih inštitucij, od doma upokojencev Domžale, zdravstvenega doma, sodišča, centra za socialno delo, po uvedbi mesečnih anuitet. O vsem tem bomo razmišljali, tako da, kolikor bodo kakršnekoli spremembe parkirnega režima, boste tudi seznanjeni. Hvala lepa. Tako da jaz zdaj kar predlagam, če je kakšno vprašanje. Boste ponudili zdravstvene domove za vse 3 lokacije?
Tako v bistvu širša, ker mi ne smemo omejevati konkurenco. Mi bomo pač javni poziv v skladu z vsemi pač postopki javnega naročanja, zakon o stvarnem premoženju in tako naprej, bomo delali po postopkih. Kaj bomo pa, oziroma kdo se bo pa javil, pa v tem trenutku ne moremo odgovoriti, ne. Ja. A pa ta most na Viru, to se bo kaj porušil, ali? Zelo dobro vprašanje. Most na Viru, kot ste lahko videli, je porušen, se pravi, od same zadnje ujme. Mi smo na pristojno ministrstvo, kot tudi v vednost poveljniku civilne zaščite in ministrici za naravne vire oziroma ministrici za infrastrukture dali dopise, da naj urgentno odmakne oziroma pač odstranijo poškodovan most. Do danes pač nekega odgovora z njihove strani ni bilo. Včeraj smo poslali še eno urgentno pismo in dopis ter zahtevo, da nemudoma odstranijo ta most, ker ocenjujemo, da ob visoki Kamniški Bistrici lahko predstavlja nevarnost ne samo za Vir, ampak tudi za cele Domžale. Tako da pričakujemo, no, da bodo našo urgenco vzeli prioritetno in nemudoma pristopili k odstranitvi porušenega mostu. Mi smo že pripravljeni skupaj z javnim komunalnim podjetjem Prodnik, da vod, ki poteka po porušenem mostu, torej vodovoda, prestavimo, vendar moramo dobiti soglasja torej DRSI oziroma pristojnega ministrstva. Pot pod mostom pa ne more biti urejena, dokler bo ta začasna mostova. Točno tako, pot ne more biti urejena, ker bi bilo preveč nevarno. Mi smo v istih dopisih tudi pozvali ministrstvo, da nas seznanijo z bodočim projektom, tako da bomo tudi mi vedeli, kako umestiti v bistvu, bom rekla, te pešpoti, rekreacijske poti pod bodočim novim mostom. Trenutno, dokler sta pa montažna mostova, je pa prenevarno in bomo naredili vse, da upoštevamo, bom rekla, obvode oziroma obhode oziroma da pešce, kolesarje in vse ostale uporabnike rekreacijske poti usmerjamo na semaforizirana križišča. Zaradi njihove varnosti. Tako da ja. Sam za zdravstveni dom, malo če bi lahko o investicijah povedala, če so tudi kakšna evropska sredstva. Zdaj, kar se zdravstvenega doma tiče, mislim, da je bil razpis za primarno zdravstvo ministrstva, kjer bi mi lahko dobili določena sredstva. Zdaj, kako bo iz tega naslova, vam v tem trenutku še ne morem povedati, glede na to, da nas je 5 občin in se moramo skupaj dogovoriti, kako je zdaj s črpanjem tistih sredstev. Kako bo pa v bistvu nova kohezija se usmerjala, mi bomo seveda spremljali razpise, ne zgolj samo za zdravstvo, tudi za vse ostale, tudi morebitno za rekonstrukcijo bazena in celostno trajnostno mobilnost, tako da imamo za to vzpostavljeno službo za evropske projekte in bomo spremljali vse razpise. Torej tako pristojnih ministrstev Evrope oziroma karkoli bo na voljo, če bo seveda s to vsebino na voljo. Pa imate mogoče kak okvirni izračun, kakšna sredstva bodo za to potem potrebna? Zdaj za izračun, če bi šli v gradnjo v centru mesta, to so izračuni v bistvu bili že narejeni, ker imamo že rezervirane vseh 5 občin sredstva za gradnjo, torej prizidka v centru in gradnjo garažne hiše. Tako da ta odločitev, da gremo v bistvu zdaj zbirati ponudbe za nakup zemljišč, moramo vzeti v vid, vseeno bomo pa pustili ta rezervirana sredstva za potrebe primarnega zdravstva. Tako da vam v tem trenutku ne morem povedati, kakšna bi bila, če gremo torej na novo lokacijo, lahko pa ocenimo, kakšna je ocena, če bi pač gradili v centru Domžal, to pa imamo. Tako, to je tam nekje 24 milijonov je prizidek ocenjen. Tako. In zato imamo tudi planirana, tako mi kot ostale občine, ta sredstva. Ja, prosim. Imate kakšen komentar, ker se je dvigala ta povprečnina za občine? Ja, kot ste lahko spremljali, je bilo to se je vrsto mesecev pogajalo seveda preko 800 evrov bi bila tista najboljša povprečnina. Razumemo pa, da je država in tudi občine zaradi nedavne ujme res pred velikimi izzivi. Tako da ja, menim, da so vse 3 organizacije se dobro spogajale, da 725 evrov je primerna povprečnina in pa da se bo dalo tudi ta sredstva, bom rekla,
pač primerno seveda uporabiti. No. Moramo pa vedeti, da nižja, ko je povprečnina, manj nam občinam ostaja prostih sredstev za resne investicije, večje investicije, tako da v bodoče, zdaj pač res ni pravi trenutek, v bodoče bo pa tudi država mogla bolj podrobne samo metodologijo izračuna povprečnin pogledati in pa seveda, bom rekla, najti tudi druge vere, kako bo lokalni skupnosti pomagala, ker vemo, da imamo čedalje več nalog, ki nam jih država pripisuje, po drugi strani pa čedalje večje stroške imamo, stroški dela v javnih zavodih in tako naprej, in te razlike nam v bistvu spodjedajo občinski proračun, no? In zato bo čedalje manj denarja za investicijska dela. Zdaj, poleg 725 evrov povprečnine smo nekako dobili tudi 20 milijonov, kot ste videli v letu 2024, in to bo šlo pa za to razliko plač, ki je mogla v bistvu vsaka občina zagotoviti za dvig plač v naših vrtcih. To za občino Domžale, izračuni so že narejeni, prihodka pomeni v višini približno 280 tisoč evrov. Povprečnina je pa tam nekje ocenjena na 21 milijonov. To so zdaj v bistvu neke ocene. Ne? Hvala. Ja, prosim. Še kakšno, karkoli lahko vprašate. Domžalec. Kdaj bodo dovolilnice? Ja, glede na to, da poteka zadaj ZUP, dovolilnice bodo zelo kratko, to seveda poteka v skladu z zakonom o upravnem postopku. Smo pa vse občane seznanili, da dokler ne dobijo dovolilnic, lahko v avto postavijo odločbo, kopijo odločbe ali neko obvestilo, da so vlogo dali in ne bodo kaznovani, oziroma se bo smatrano, kot da že imajo dovolilnico. Pa naprimer invalidi, ki niso dobili papira odločbe, ki si lahko samo na invalidskem parkirnem placu. Invalid, tako invalid na invalidskem, seveda to se uredilo pravno. Če pa prazen... Mislim, če pa ni prazen mestni invalidski, kje pa pol lahko parkira? Ja, samo na mestu za invalide. Če ima dovolilnico, invalid, Ja, ker naprimer... potem pa še na parkirišču se pravi, vi morate imeti dovolilnico, da lahko parkirate z dovolilnico kjerkoli v nekdanji modri coni ali na malem parkirišču pri zdravstvenem domu. Z dovolilnico kadarkoli, ne glede na uro. Invalid mora imeti označeno in lahko na prostoru za invalide. Sicer pa proti plačilu, če ni dovolilnice. Zato se gre. In v bistvu dobro, dva sta na tej, se pravi, ko zavijete proti zdravstvenem domu, 4 so pri Slovenskih železnicah, ene na Koledvorski, pa zadaj sta še 2 na zdravstvenem domu, za zdravstvenim domom. Bomo pa mi celoten zemljevid vseh teh parkirišč tudi objavili na naši spletni strani. Ja. Tudi kar se tiče dovolilnic, rok za oddajo dovolilnic je zaključil, še ne pomeni, da ne bomo, kolikor bomo mi ugotovili, da je na voljo dovolj možnih še pač prostih parkirnih mest, lahko da ponovimo tudi postopek še za izdajo dovolilnic. Se pravi, mi zdaj opazujemo, ker to je res en velik ukrep v centru Domžal, ga nismo zabetonirali, bomo prisluhnili vsem predlogom in pobudam in potem ocenili, kaj še zdržno, da vseeno ostane mesto prijazno vsem ostalim obiskovalcem, ki pridejo po razne opravke. A je bilo od meščanov kakšna kontraindikacija na te parkirne prostore plačljive? V bistvu predvsem iz samega staroselskega centra, ker večina stanovanjskih objektov še nima urejenih funkcionalnih zemljišč. In kolikor funkcionalna zemljišča še niso urejena, potem etažni lastniki ne morejo v bistvu zaščititi svoje parkirna mesta z rampami. Rečemo, prvo takšna dezinformacija prišla, zdaj bo pa tudi občina kaznovala na parkiriščih, kjer se še ureja po zvetlu funkcionalno zemljišče. Smo takoj v bistvu odgovorili, da ne, da mi ne stremimo k temu, ker to je stvar itak odločitve sodišča in verjamemo in upamo, da parkirišča okoli stanovanjskih blokov postanejo lasti etažnih lastnikov. Samo zdaj so v tem gapu, ker v bistvu pravno formalno zapornic ne morejo še postaviti, dokler to ni odločeno, tudi v zemljiško knjigo jasno opisane, da je to njihova lastnina. Tu so zdaj te, bom rekla, mogoče ta slaba volja, pa vendar verjamem, ker, veste, ne vem, 2 stolpnici imata na voljo 40 parkirišč, ne?
To je ravno za mogoče 4 nadstropja, pa ne, seveda uprečimo vsako stanovanje 2. Ampak se mi zdi, da prve dni je bilo kar tako, zelo slaba volja. Zdaj se mi zdi, da smo se kar navadili, no, da se najdejo parkirna mesta. Marsikdo, ki dela v centru Domžal in naš občan, pa živi na obrobju mesta, gre zdaj peš ali pa s kolesom. Pa se je mogoče prvi dan, pa drugi dan še razburjal. Zdaj mu je pa to v bistvu, ravno zadnjič sem z eno občanko govorila, ko mi je vstavila, rekla, pa v bistvu je to kar dobrodošlo. No. Ampak se pravi, če nisi v tem trenutku dal za dovolilnico prošnje, čez en mesec ne moreš, čeprav živiš tam. Tako. Pa če se nekdo na novo preselijo? Vprašanje na mestu, tako kot smo rekli, mi bomo zdaj spremljali to vrstne pobude in prošnje, kolikor se bo izkazalo, da imamo tega dovolj, kar veliko tega povpraševanja, znamo to odpreti. Se pravi, znamo tako mesečne anuitete odpreti, pa ponuditi možnost mesečnih najemov na teh velikih parkiriščih, jaz rečem makadam parkiriščih, kot po drugi strani tudi možnost, da dobijo naši občani še kakšno dovolilnico. Samo dovolilnica ti itak ne garantira, da boš dobil prostor, ne? Tako. Samo pač, da ti ni treba plačevati. Tako. Tako kot je po vseh večjih. Sem nekaj v Ljubljani ni omejeno, to me sam presenetilo, da ste omejili ta rok, ne? Ja, omejili smo rok zaradi tega, ker smo, mi imamo tudi omejeno število parkirišč, ne. To ni zdaj, ker Ljubljana je le večja in lahko z neko dovolilnico v širši coni. Tako da, to je bil prvi korak. Se pravi, če se bo izkazalo, da je na voljo dovolj še prostih in nezasedenih, ker zdaj se že vidi tekom dneva, v jutranjih urah se že vidi, koliko je tega prostega, ne izključujemo možnosti, da ne objavimo še enega javnega poziva za izdajo dovolilnic. Ampak to ne pomeni, da lahko eno stanovanje 2 dovolilnice, ampak da ponudimo možnost tistim, ki so morebiti zamudili rok za oddajo. Ker v Ljubljani je dovolilnica, ampak ti ne garantira mesta, ne? Vse enako pri nas. Dajo, kakor jih pač izdajo. Ja. Ja, meni se ta ukrep ne zdi potem fair, ne? Potem pa bo slaba jeza. Ne? Že to, mi smo pričakovali preko 200 povpraševanj. Je pa res, da marsikateri starejši ne spremljajo družbenih omrežjih, spletnih strani, tako da teh vprašanj pa pobud je tam nekje zdaj evidentirano 10 do 20. Tako da nekje do konca leta bomo se odločili, kaj pa kako. Kaj pa to, boste recimo nudili, da se bo dal kupiti letno parkirnino, pa boš pol plačal enkrat na leto, ne vem, koliko v Celju imajo, vem, da imajo 200 €. Pa parkiraš kjerkoli. Ja, to je dovolilnica, pri nas to je to. Letna dovolilnica je pri nas vrednost 50 €. 160 dovolilnic. Tako. Stalno prebivališče. Ja. Tako kot pri nas stalno prebivališče in en avto. Ampak ne za poslovne, samo za fizične. In pa 50 € za celo leto. In zdaj trenutno 160 dovolilnic. Ampak mi smo zelo veliko v kontaktu tudi z ostalimi občinami, ki imajo že vrsto let to uvedeno in imajo pač tudi izkušnje. Tako da, se pravim, to se spreminja, to gremo naproti tudi ljudem. Ampak ta prvi šok, mislim, da smo ga vsi skupaj kar dobro prestali in Domžale so to res rabljene. Smo 7. največja občina in mesto s 13 000 ljudmi, mi smo to dejansko bi že prej mogli narediti. Je neljubi ukrep, se vse zavedamo, ampak ja, ga je pa potrebno. Brezplačno parkiranje, se veste, to je privilegij. Da se malo red spravi v stvari. Ja, ampak veste, se tudi cena ni takšna. Ne? Prva ura na velikem makadam parkirišču, prva ura je brezplačna. Vsaka naslednja je €0,5, pa to samo v razmiku od 7 zjutraj pa do 17. Po 17 vi lahko brezplačno parkirate. Ne, zdaj, obpravek je 1 uro, 2 uri, če se cel dan tudi zdaj spet ni toliko zelo hudo. Po 17 uri pa lahko tudi v bistvu stanovalci strogega centra pridejo in do 7 ure brezplačno parkirajo. Tako da se mi zdi, da vseeno smo šli naproti ljudem, da nismo zdaj uveljavljali to zato, ker želimo služiti na ljudem, daleč od tega. Mi smo želimo umiriti promet, ker nas je pač pločevina res v vse. Če že zdaj s kolesom hodijo nekateri, ste že veliko naredili, ne? Tako. Se že... Ja. Jaz zdaj Center trajnostne mobilnosti, to je tudi en večjih projektov, ki bo že letos zaživel, se pravi izposoja navadnih in pa električnih koles in tudi tega bomo v vseh naslednjih letih nadgrajevali. Počasi uvajamo te korake in seveda tudi spreminjamo svojo miselnost
da ne rabimo se ravno pripeljati tik pred cilj, da lahko tudi kaj peš. Vzporedno s tem seveda razmišljamo, naša garažna hiša, ki so nam je tako skozi učitelj, joj, pa je prazna, ni res, garažna hiša je polna. Z naslednjim letom pripravljamo tudi projekt za nadgradnjo, se pravi, mi imamo po prostorskem aktu možnost jo še dozidati za 2 nadstropja, se pravi, da bi še več avtomobilov na enem mestu koncentrirali, hkrati pa seveda se spogledujemo, kako bi park and ride tudi na obrobju mesta vzpostavljeno. Tako da z roko v roko gremo v različne vrste aktivnosti. A veste, kakšna je zasedenost garažne hiše? Garažna hiša je polno zasedena. Ja. Tako z mesečnimi, kar pa ni mesečno, pa dnevni abonmenti. Tako da ja. Tudi v bistvu koncept smo spremenili, režim sam se je spremenil. Ja. Predvsem na to, kot ste gospa prej omenila, večstanovanjski bloki. Verjamem, da imajo zdaj težave, da so hudi, ampak ko se bo tudi pri zemljiško-knjižno uredilo in ko bodo pač zapornice postavili, bo tudi tam redno. Ampak karkoli govorimo s kolegi, z inšpektorji in redarji, so vsi hujše pričakovali. No? Tako da se mi zdi, da smo tudi komunicirali pravočasno, toliko mesecev prej nagovarjali, da bomo uvedli, pa da smo kar sprejeli. No? Zapornicami bodo zdaj probali urediti. Potem, ko bo, ja, jaz mislim, da ja, tako kot nekateri bloki že imajo urejeno to, verjamem pa, da bodo ostali tudi. Pa sam čisto vprašam, no, zdaj nekdo, ki živi v bloku, ima eno stanovanje, vi ste prej omenila zemljiško knjigo, a njemu pol pripada v bistvu? Ne. Kdor prej pride, premelje. Ja. Aha. Včasih je bilo tako, niste si kupil stanovanje, ti pripada ali garaža ali parkir plac, ne, to je tako, ne. Ja, mislim, zdaj v teh starih stanovanjskih objektih, ne, to so, rečemo, strogi centri narejeni tam v 70-ih, 80-ih letih, takrat ti nisi rabo parkirišča še zraven, ne, zdaj, če greš v novo gradno, si že, mislim, primoran kupiti vsaj eno parkirno mesto. In to so ranga 10 do 15 tisoč evrov. Ja. Ne, to je tako, tisti, ki bo pač vsi bodo seveda investirali v te zapornice, ampak ja, do prvi pride, tisti bo lahko parkiral. Ne. Imajo pa tudi seveda stanovalci tudi garaže, kdo tudi nima avtomobilov, tako kot so večje mesta uredile, se bo tudi to uredilo. Ne. Za garaže je bolj problem, da imajo vsi te suve velike in zdaj v garažu ne gre za fičeka. Ne? Ja, točno to te garaže. Ja, pa dosti zunaj parkiranih avtomobilov, pa ga ne more v garažu dati. Zdaj tako, ja, te garaže grejo kot zamet, tu na Zupančičevi mislim, da se bojo tudi prenavljale. Ko govorim s kakšnimi občani, rečejo, da predno kupijo avto, si avto sposodijo, da vidijo, če gre v garažo, kar je res, ne. Če nemaš ti nek mrtvo zadevo, ker ne moš pa svojega avta makniti. Tako je, ja, to so res garaže narejene za jugote ali pa fičkete, ne. Moraš pa res natančno, pa še različne velikosti so. No, a se kaj razmišlja, ko se že pogovarjamo o tem, da se zelo promovira avtomobile na elektriko, da ti avtomobili v te garaže ne smejo niti na plinski pogon, ne? Ja. Kaj bo pol? Joj, ne vem. Ja, ne vem. Da to sploh razmišljamo. Bomo vzeli na znanje. Ja, bomo vzeli na znanje. Bom rekla... Recimo, govori se do 2030, ne? Ja. Zdaj, če imaš avto na plin, ni šans, da greš v garažo. Ja. Na elektriko vemo, kakšne so riziki. Tako. Mislim, mi smo tudi nekje sem zasledila, da zna biti težava v prihodnje tudi z polnjenjem električnih avtomobilov v garaži, da bodo to že, ne, tako da je vprašanje, kaj pa kako, ne vem. Verjetno se bomo usmerjali tako, kot bo Evropa rekla, oziroma država. Ja, še prej upam, da se bomo lahko vse do Kopra pripeljali, da bomo naredili še kako polnilnico, ne, da ne bomo na kavi po 5 ur. Ja, no, a veste, sej, spodbujamo električne avtomobile, ampak vi morate cel plan si narediti, kako te na morje prišla. Seveda s predpostavko, da ne bojo vas trije prehteli na isti polnilnici. Vem, da obstajajo aplikacije, da si lahko pogledate, je polnilnica prosta ali ne, ampak
še vsem mislim, da mi nismo ne z infrastrukturo pripravljeni, govorim zdaj generalno, ne za občino Domžale, seveda mi bomo pa sledili v sklopu projekta celostne trajnostne mobilnosti tudi s postavitvijo električnih polnilnic, javnih električnih polnilnic, ne, to je normalno, ampak jaz mislim, da je treba sistemsko rešiti. Mogoče še kakšno drugo vprašanje v zvezi z današnjimi temami ali pa še drugo aktualno? Se gre glede tega, ne, zdaj na tržnici imamo polnilnico, ne, in te morajo zaiti na rampo not, pa polniti, ne. Ja, ne smemo pa pozabiti, da to polnjenje brezplačno, to je bilo še iz prejšnje garniture postavljeno, ne, pa polnilnica dela pa ne dela. Glavna polnilnica, kako se lokalna skupnost v bistvu ne more tržiti električne energije, se pravi, zadaj mora biti javni razpis, definirana mesta, kjer se lahko električne polnilnice postavijo, ta javni razpis se objavi in ponudniki se javijo. Potem ponudnik prevzame celotno infrastrukturo, kot tudi obračun električne energije. Se jaz tudi ne grem na Petrol, pa zastonj tanka, pa bo občina plačala, ne. Tako da ta polnilnica, pač mi je ne odklopimo, bomo pa seveda v bodoče mogli odklopiti oziroma zaračunati oziroma predati tistemu uspelemu ponudniku, ki se bo s tovrstno dejavnostjo v naši lokalni skupnosti ukvarjal. To so bile prve probe. V bistvu. Tako. V bistvu po vojni smo se uslučili, tako da. Ja. Vse bo, samo čas. Ja. Treba, ne? Pa strpnost, ne. Hvala lepa vsem za udeležbo. Hvala lepa. Sporočila bomo v kratkem napisali. Zdaj, podpisali ste se pa, ne? Hvala lepa. Gospa, vas pa še ne poznam, vi ste pa? Tatjana Filipič, Nova 14. No, lepo. Kaj pri vas kaj dogaja? Skos, ne?